Pri Kozini pa sta se v zadnjih dneh zgodili dve hujši nesreči, ko je avtomobil trčil v divjo žival na cesti. Prva se je zgodila na glavni cesti, ko je švicarski voznik zbil 120-kilogramskega divjega prašiča, druga pa med prazniki, ko je avtocesto prečkal medved. Kako pogoste pa so takšne nesreče in kako bi jih lahko preprečili? Mateja Polčak-Čuk. Letno se v Sloveniji zgodi okrog 5000 prometnih nesreč, ki so usodne za prosto živeče živali. Največ povozov na Zavodu za gozdove Slovenije zabeležijo spomladi, ko si odrasle živali oblikujejo svoje teritorije. Najbolj pa odmevajo povozi medvedov. Enega takšnih so zabeležili na avtocesti med Kozino in Divačo pred tednom dni. To pa je posledica, da če se spomnimo, v projektih avtoceste so bili planirani tudi nadvozi za prehod divjadi, ki pa ne vem iz kakšnih razlogov niso bili narejeni in normalno divjad ima svojo pot in zato medvedi preplezajo ograjo, prehajajo avtocesto in povzročajo trke. Da bi tako imenovani ekodukti rešili marsikatero žival, menijo tudi lovci v Divači, kjer težav ne povzročajo medvedi, temveč porast populacije šakalov. Sigurno bi to zelo pomagalo pri tej stvari, ne? Ker tudi če gledate našo lokacijo, tukaj je avtocesta proti obali, avtocesta proti Gorici, železnice so, tako da teh živali nimajo nekih prehodov. Ne. Na primorski avtocesti ni nobenega tovrstnega prehoda. Po celotnem avtocestnem križu je nekaj namenskih, predvsem na Dolenjskem, načrtovan pa je med Uncem in Postojno. Na Darsu izpostavljajo, da prehodov medvedov na Primorskem ni veliko. Niso tako pogosti. Mislim, da so bolj pogosti na Dolenjski cesti. To se pravi na cesti proti hrvaški meji, proti Zagrebu. Iz statistike prometnih nesreč izhaja, da je dejansko največ usodnih trkov z medvedi na navadnih cestah, nekaj manj na železnicah, na avtocestah pa zgolj 4 v zadnjih letih. Močni pa so lahko tudi trki z divjimi prašiči. Ti so predvsem pogosti med Kozino in Tubljami, torej ob poti na Hrvaško morje. Pred kratkim je tam švicarski voznik popolnoma uničil avtomobil. Lovci zato svetujejo. Mislim, da je edini način, da so vozniki pozornejši, kajti divjad ne zbira, divjad prehaja cesto. Največ škod je zaradi teh povozov je zaradi srnjadi in količina srnjadi, številčnost srnjadi počasi upada. Pri nas zaradi šakala in drugih vzrokov nadomeščajo jelenjad. Kot zelo učinkoviti so se sicer izkazali modri odsevniki, ki jih osvetlijo vozniki. Previdnost pa je zagotovo najboljši recept.